Čau, Alenka tukaj, kako ste? Današnja tema je res grozna, tako da dobro, da imam toliko veselih polštrov okrog sebe. Spet ste glasovali, imeli ste na opcijo skrivnosti Titanika, se pravi neke teorije zarote, in po drugi strani živi pokopani ljudje. In zbrali ste valjda žive pokopane ljudi, tako za 2/3 so vodili, tako da veste. Prvo kot prvo, vem, da ste eni občutljivi na te stvari, vem, da je enim to prehudo poslušati, vem, da je za ene to preveč informacij, mogoče imate tafofobijo, to je dejansko fobija pred živim pokopom oziroma pokopom nasploh. Kdo ste? Ne potem gledati tega in mi komentirati in pisati, da je to preveč grozno, to vas zdaj opozarjam, tako da če vam ni kul, gremo naprej. Naslednja stvar. Jaz nikdar ne pričakovala, da je teh primerov živega pokopa toliko velik, res grozljivo velik. Vedeti pa je treba, da vsak tak pokop ni nujno nesreča, lahko se zgodi tudi, da je to neka vrsta kaznovanja, lahko se zgodi, da je nekdo umorjen na tak način. V redkih primerih gre tudi za nek zaigran projekt, ja, tako nekako Romeo pa Julija, samo da recimo, da ni toliko na romantični osnovi, ampak nekaj bolj v smislu, da pobegneš ali pa da si kao mrtev, pa ni smrt. V glavnem, zakomplicirana zadeva. Verjetno velika večina od vas predpostavlja, da človek je toliko časa zakopan, da to traja in se on tam muči, ampak ni res, ker v večini primerov človek umre zaradi zadušitve, potem šele drugi primeri, ki sledijo, je hipotermija, torej mraz, ali pa stradanje, ali pa dehidracija. Što si v tem, da šele, ko ima človek zrak v tem primeru, je to mučno in problematično zaradi tega, ker to traja dlje časa, ne? Pa še to, eni imate že v štartu ful velik odpor in se ne strinjate s tem, da je to sploh možno. Saj ni nujno, da človeka odkrijejo šele, ko se dere, hočete reči, ne, to je pa nemogoče, ne sliši se ga izpod ne vem koliko metrov zemlje. Se strinjam, zato pa vam bom povedala primere, kako so našli te ljudi. Prvi primer je malo bolj sodoben in sicer gre za primer blind date oziroma zmenka na slepo. Mina El Houari, ne vem kako se to izgovori, je dejtala po spletnih socialnih omrežjih, spoznala je tega fanta, on je bil iz Maroka in posledično sta se po dolgih mesecih dopisovanja dobila in ko je šla ona k njemu, je šel ta zmenk baje ful dobro, ampak na eni točki Mina je imela diabetes in zaradi tega se je na eni točki zgrudila na tla. In on se je odločil, da je to verjetno klinično mrtva oseba in potem ga je zgrabila panika, ker je mislil, shit, ona je bila v tuji državi, ziher bojo vsi mislili, da sem jo jaz ubil ali hotel ugrabiti ali kaj jaz in kaj. In se je odločil jo živo pokopati. Ni vedel, da je živa, jasno. Šele potem, ko so akcijo nagnali, ko je policija prišla, ko je družina njena prišla, ko so jo takoj našli potem, takoj ugotovili, da ni umrla zaradi diabetične kome, kakor so ji rekli, ampak potem posledično se je še zbudila in je v bistvu umrla, jasno, zaradi zadušitve. Gremo pa malo nazaj v zgodovino, v leto 1871. Punca Mary Nora Best je bila stara samo 17 let, ko se je ta grozna stvar dogodila. Razglasili so jo mrtvo zaradi bolezni kolere, bolezen tisti čas in so jo potem pokopali na starem francoskem pokopališču v Kalkuti. Grozen del tega je, zakaj je do tega prišlo in v bistvu ta zdravnik, ki je njo oglasil za mrtvo, je imel tega korist. Ne samo, da je njo potem označil za mrtvo, zastrupil jo je, zato da bi izgledala mrtva in potem so jo pokopali, plus želel je ubiti žensko, ki naj bi bila njena mater oziroma žensko, ki jo je posvojila. 5 let kasneje so odprli to grobnico zaradi tega, ker so hoteli noter dati brata v te ženske, ki je to Mary Nora Jones posvojila. Takrat so doživeli ta grozen prizor, ker so videli, da je bila ona v čudenem položaju, na pol iz krste in to je potem ta grozna legendarna zgodba ratala, ker pač ja. So, da je šlo za to, da je ti zdravnik takrat idel neko močno dozo zdravila, ki še vedno ni bila dovolj močna, da dejansko ostala njen srce, zato se je ona še vedno potem borila v tej grobnici. Tretji primer, spet bolj sodoben, in sicer gre za žensko Rosangela Almeida dos Santos. Stara je bila 37 let, ko so jo oklicali za mrtvo in to se je zgodilo v Braziliji. Ste spet želeli krega, da je nemogoče, da so jo našli, ker naj bi takrat sosedi tega pokopališča slišali non-stop neke krike in momlanje in stokanje. Gre za to, da gre za drugo kulturo in tam so grobnice oziroma grobovi drugačni, sicer nekako takole, in prek tega se je še vedno dal slišati, da nekaj ni v redu. Spodaj bo video, ko so to krsto dvignili ven. Tega, če ste preveč občutljivi, prosim vas. Je pa znano, da je imela razmeščane nohte, torej je želela pobegati in pa obtolčeno čelo, ker spet se vidite, da je čist stisnjena v tej krsti, ampak je pa želela priti ven. Družina je takrat trdila, da ne bi se ona borila 11 dni, ampak to ni dokazano.
Ta zadnji primer, ki sem ga hotela deliti z vami, je majčkeno bolj eksotičen, zaradi tega, ker jaz ne vem niti zihar, ali je resničen ali ne. Jaz mislim, da je delno resničen, drugo polovico bom pa kasneje razložila. Se pravi, gre za gospo Bobin. Ta dama naj bi leta 1901 zbolela za kolero, obenem pa je bila noseča. Zdaj, drug del te zgodbe, ki ga jaz malo težje verjamem, oziroma ga ne verjamem, je to, da ne bi šlo za čarovnico, ne bi bilo obtožena čarovništva in ja, ko je dobila to zlatenico, je šla v bolnišnico in pa je, ko odkrijejo to v tem primeru, gre vse samo še nadol in ni več možno ukrevati in takrat so jo obsodili za mrtvo. Potem pa je ta sestra, ki je za njo tisti čas skrbela, omenila po pogrebu, da se je zdelo čudno, ker je videla neke mišice na njej, da so še delovale in pa da telo ni bilo dejansko ne hladno, ne bledo. Takrat so se potem odločili, ajde, dajmo jo odkopati in so najdeli res grozljiv prizor, ne samo, da je bila živa zakopana, ker je bilo očitno tudi to, da je vmes rodila otroka. Smrt spet je bila posledica tega, da sta se oba zadušila. Zdaj, po nekaterih pričevanjih in legendah gre še za to, da je imela pri sebi en in edin kos nakita in sicer tak malo dražji prstan, edina stvar, ki je bila njena last in ko so jo najdeli, naj bi ta prstan ne bil več na roki, ampak na nek način pogreznjen v telo in tisti, ki se ga je prvi dotaknil, naj bi videl vse te groze in čutil vse, kaj sta ona in otrok doživela in s tem naj bi potem sprostil njune duše, naj bi šle naprej. Tiče kaznovanja na ta način je bilo pa naprimer že v starem Rimu, ko so device kaznovali na ta način, če je prekršila svoje zaobljube celibata, se pravi, da ne bi bila več devica, so jo potem zaprli v neke kamnite jame ali pa grobove, karkoli, z nekaj kruha, z vodo, v smislu, da jih bo z namenom, da jih bo boginja Vesta obvarovala, če so bile obsojene po krivičnem, kar se zdi res taka trparija, fakt. Tudi v krščanski veri menda ne bi veliko mučenikov umrli na ta način z živim pokopom. Tako, če so te teme ratale preveč krute, na vas je vse, vi sam dol komentirajte, ponovadi tako, da tisti, ki prej nekaj napišete, boste po defaultu dobili več lajkov in potem bom jaz to spet dala na Instagram, tako da me followajte tam in tam se boste pa vi na polno mojemu odločili, kaj bi radi gledali, poslušali. Prejšnji rezultat zgleda nekako takole. Hvala vsem, ki glasujete, ker se jaz s tem ful lažje odločam in ful mi dobre ideje dajete, tako da hvala vam vsem. Za naslednjič pa Instagram, se vidno, radi smo imate, hvala, ki ste gledali, jaz sem Alenka, čau!